Veseli me, da je papež Frančišek sprejel vabilo in po 26 letih je bil v Evropskem parlamentu zopet papež, ki nas je nagovoril. Vesel sem, da sem del te ekipe, ki je bila nagovorjena. Poudarki, ki jih je papež izpostavil, gredo pričakovano v smer, da daje v ospredje človeka. V veliki meri je poudaril pravico do miru, do svobode, poudaril, da je to tudi ena izmed osnovnih nalog Evrope, Evropskega parlamenta, evropskih držav, da zagotavlja mir in svobodo po državah. V tem delu je zelo lepo izpostavil tudi pravico do dela kot pravico, ki daje človeku osnovno dostojanstvo, in vesel sem, da smo v tej točki enotni, tako v Evropskem parlamentu, kako tudi papež, da je potrebno vse napore vložiti v to, da bo čim več novih delovnih mest, da bodo ljudje imeli delo in da si bodo preko dela lahko tudi zagotavljali svoje dostojanstvo. Zanimiv je njegov poudarek, kjer je povedal, da je potrebno staviti na pravico posameznika, hkrati pa mora biti ta pravica usmerjena v dobrobit, javno dobrobit. To je eden izmed zelo močnih poudarkov, kjer je dejansko potrebno razmisliti, kaj počne posameznik in kako lahko družba dobro funkcionira, se pravi funkcionira takrat, ko je dobrobit posameznika tudi vpeta v javno korist. Na ta način je dal zanimive poudarke, ki so povezani tudi z raznimi davčnimi skrivalnicami po Evropi in podobno, tako da je bil govor res poglobljen. Poudarek, ki je šel v smer širitve Evrope proti Balkanu, je utemeljil s tem, da je edina garancija, zagotovilo za mir Balkana širitev Evropske unije. Vesel sem tega poudarka, zato verjamem, da bo tudi delo v komisiji, kjer sodelujem ta teden prav tudi v parlamentu med Evropsko unijo in Srbijo, to neko dobra popotnica za delo in za približevanje Srbije tudi Evropske skupnosti. Izpostavil je sredozemsko pokopališče, kot ga je poimenoval problem iz ljudi, ki iz Afrike bežijo v Evropo. Priseljeništvo je eden od močnejših apelov, ki jih je danes poudaril papež v tej smeri, da mora tudi Evropa biti odprta in na nek način najti rešitev za te nesrečnike, ki prihajajo iz Afrike v Evropo. Ko sem ob koncu na nek način zaključeval oziroma urejal vtise ob današnjem nagovoru papeža, mi je nehote ves čas v spredje se postavljala tudi nedeljska posvetitev gospoda Stanislava Zoreta za ljubljanskega nadškofa, in moram reči, da sem najdel precej paralel v njegovem nagovoru, v njegovem pristopu do življenja in tudi v odnosu cerkve do države. Se pravi, biti enak drugim in poskrbeti za svojega bližnjega, to, kar je tudi sporočilo Svetega pisma.